A me vidite? Sem na razdalji 50 metrov. Toliko prevozite pri hitrosti 90 km/h v 2 sekundah. To pomeni, da ravno dobro odreagirate, če seveda med vožnjo ne buljite v telefon in me slučajno ne zbijete. Kaj pa zdaj? Še vedno sem v temnih oblačilih, imam pa vsaj kresničko. Malenkost boljše že, ne? Vsaj nekaj se svetlika. Kaj pa zdaj? Takšnega bi me opazili na 3-krat večji razdalji, ker so ta odsevna oblačila tako zelo opazna. No, je pa res, da marsikdo noče iti tako oblečen na sprehod. Sem pa šel bliže, da se vsaj normalno vidimo in hkrati razmišljam, a je res tak problem imeti polnoči vsaj kakšno odsevno telo na sebi. Mene kar groza, ko srečam kolesarja, pešca, skiroista. Pa so določeni pri nas, ki se zelo trudijo, da bi bili bolj previdni. Vsako leto imamo to akcijo, nacionalno preventivno akcijo Bodi viden, bodi previden, kjer lahko občine za svoje občane naročijo pri nas kresničke, odsevne trakove, tudi kakšne zloženke za večje osveščanje. Mi na letni ravni teh odsevnih trakov ali pa kresničk razdelimo več kot 20 000 za vse slovenske občine, ki se pač odzovejo na povabilo. Je pa res, da smo v zadnjih 5 letih bi to pomenilo čez 100 000 teh odsevnih teles, ki smo jih že razdelili. Zdaj, ko smo pa šli nekaj let nazaj prav promet spremljati, kako so pešci dejansko opremljeni s temi odsevnimi telesi, smo pa ugotovili, da žal tudi v temnem delu dneva manj kot 3% pešcev nosilo ali odsevno telo. Še najbolje je tisti, da nikoli ne pozabijo tega, če imajo v jakni že integrirano te odsevne površine ali pa v čeveljčkih. Dajmo se videti je res univerzalno. Dajmo se videti pomeni in hkrati, da ko grem zvečer na cesto, poskrbim za svojo vidnost, če sem pešec, kolesar, skiroist, po drugi strani, da vidim tistega, ki je šibkejši od mene in hkrati, da se zavedamo tudi tega, da se 77% kolesarjev boji, da jih bo na cesti kdo spregledal. Ne po noči, ampak tudi na jasen sončen dan. Največ lahko oziroma moramo itak narediti kar sami. Vse obstaja kup različnih pripomočkov za boljšo vidljivost, ki jih lahko vzamete s sabo, pa daste v žep, v torbo, kamorkoli, nekaj prostora imate vedno. In zdaj, če res vse pozabimo doma, da nimamo ne nobene kresničke, ne nobenega odsevnega traku, je ena od tistih zadnjih možnosti, sicer telefon v prometu ni priporočljiv, ker je motilec pozornosti, ampak če res ničesar nimamo, potem pa lahko vsej lučko na telefonu prižgemo, ne zato, da bi gledali v telefon, ampak samo, da se osvetlimo, da smo vidni, da nas bodo vozniki opazili. Ja, je pa tu pogoj, da imamo tudi vsi v mislih, da naše sposobnosti niso iste, kot so sposobnosti mogoče nekoga starejšega, nekoga na vozičku, mamice z vozičkom ali pa še koga drugega. In tu pomeni, dajmo se videti, da tudi znamo vedeti in se postaviti v vlogo ostalih. Ne gre samo za vidnost, ampak gre za to, da sem pripravljen nekoga videti in vsa ta orodja, inteligentni sistemi in podatki so nam samo koristni pomočniki za spremembo, ki se pa mora zgoditi na človeku. In zato je nastal Vid zebra. To je digitalni lik, v bistvu je to prvi digitalni poročevalec na svetu, ki nas bo ozaveščal o prometni varnosti, podatke bo pa zbiral s pomočjo inteligentnih sistemov COPS. Najdete ga na TikToku, Instagramu ali pa kar na spletni strani Dajmo se videti. Ni samo za mlade, tudi za nas voznike je. Je pa res fino, če imamo navado, da imamo kakšen odsevni trak, kresničko v avtu, zato ker tudi ko zaključimo z vožnjo, pa gremo mogoče še par metrov peš, je tudi na parkirišču lahko, da nas ne vidijo. Drugače pa, ko gremo, ne vem, z avtobusom, z vlakom, pa pol nadaljujemo peš, pa tudi zvečer pa je pomembno, da smo res vidni, ker drugače nas včasih vozniki res ne morejo opaziti. Zato zaključujem z mislijo, ki sem jo v teh dnevih slišal velikokrat. Naj za praznike ne svetijo intervencijske, ampak praznične lučke. Lahko pa tudi takšnih hodite naokrog, vas ziher nihče ne bo spregledal. A mene to lahko izpeče?